Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljene, drage poslušalke. In prijeten pozdrav, dragi poslušalci podcasta Mladost na kmetiji. Marko, danes sva pa kar oba na terenu. Ja, drži, Kaja. Namreč današnji pogovor bo tako ali drugače dišal po božičnih praznikih. Obiskala pa sva mlada zakonca, Žana in Evo Bric z Vogrskega, oba sta člana Društva podeželske mladine Primorska. Eva in Žan sta starša 3-letne Anike, letos aprila pa se je družina povečala še za eno članico, saj se jim je pridružila še Klara. Eva in Žan, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni. Ja, zdaj vajini imeni sta zelo priljubljeni v slovenskem prostoru, saj sta med bolj pogostimi in v teh dneh, natančneje 24. decembra, obhajamo god Adama in Eve. Eva, si deležna kaj pozornosti v tem prazničnem obdobju, ne? Potem pride pa še tvoj god. Ja, vzdušje je seveda tako praznično, jaslice postavljamo, pripravljamo se na božične praznike, gremo v polnočnici, seveda sem deležna tudi neki pozornosti, ker pri nas na Primorskem je navada, da zagodovnika se na njegov dan povleče za uho, tako da neki mi že natenejo tekom dneva. Samo da ne boli preveč. Ne, to je samo tako pozornost, v bistvu navada, ne boli preveč. Žan, kdaj pa ti goduješ? Jaz imam pa Janeza Krstnika, krstnega zavetnika, tako da 24. junija. Aha, torej točno pol leta razlike. Tako, ja. Da ni preskupaj. No, zdaj smo spoznali tudi vajina zavetnika. Zdaj pa še nekaj besed o vaši domačiji. Domačija Bric leži v osrčju vinogradov v naselju Vogrsko v Spodnji Vipavski dolini. Žan, nekoč ste bili poznani kot Frlanova kmetija, sedaj pa vas najdemo pod blagovno znamko Bric Wine and Relax. Koliko časa so vaši predniki že predani delu in tradiciji vinogradništva? Tako neki prvi zapis in tudi priimek Furlan, ki je bil potem posledica za ime kmetije, Frlanova kmetija, ki se je tako po domače rekla, da se je ta U izvzelo, je bilo Frlanova. Nekje so prišli k nam 1853 iz Furlanije, tle iz Italije, iz bližine, in so ustvarili tle nekako dom. Sama domačija oziroma sam objekt je pa ocenjen nekje na 400 let, ta najstarejši del same kmetije. Pa imate še kakšno drugo dejavnost oziroma imate na kmetiji kaj živali? Tudi radimo 25 prašičev, ki jih ponudimo na turizmu našim gostom, ki nas obiščejo. Prav zaradi tega smo tudi blagovno znamko zamenjali oziroma nekako uskladili, ker dolgo let smo vodili obe blagovni znamki vzporedno. In pol, ko sem prevzel kmetijo, mi je oče rekel, on je prišel sem z zeta in je rekel, jaz kot zet tega nisem upal narediti, naredi pa ti. In pa sem se odločil, da poenotimo. Čisto bolj nam je lažje delež promocij pod z eno blagovno znamko. In tudi sam tujec lažje zgovori eno krajšo besedo, kot pa nekaj daljše. Ja, zdaj pri vas se res ukvarjate z več dejavnostmi, ne? Pa če najprej se osredotočimo na te, katere so poglavitne, torej vinogradništvo je tisti na nek način morda poglavitni, ne? Paradni konj. Koliko trsov pravzaprav imate v svojih vinogradih? Ja, tako, v glavnem je vinogradništvo in vinarstvo, vse grozdje, ki ga pridelamo, ga tudi bolj pridelamo v vino. Zdaj trenutno je slabih 40.000 trsov na 8 hektarjih in pol. Poleg tega pa še na hektarju in pol pridelujemo namizno grozdje. Pač to spada pod sadjarstvo, ni več kot vinogradništvo, tako da smo eni redki v Sloveniji, ki smo se tudi za to odločili. Seveda imate potem tudi še turistično usmeritev in o tem bomo tudi več še rekli v prihodnje. Kdo pa je vse še del vajine družinske zgodbe? Zdaj omenili smo na začetku vajinih hčerki, Anika in Klara, so pa tu še tvoji starši, Žan. Tako, ko bi rekel, delata še več kot prej, zdaj uradno sta v penzionu, ampak delata še več kot prej mama in tata. Tako da priložnost nam tudi teta pomaga, tako da je zaenkrat to še vse v družinskem krogu. Ja, ti imaš tudi sestro dvojčico
In tudi ona ima pomembno vlogo, ne, v okviru vaše kmetije oziroma domačije. Tako, ja. Jaz sem po eni strani tako zelo srečen, ker smo se po sami predaji kmetije zelo lepo zmenili. Namesto da bi jaz mogel nekako se zadolžiti, da jo izplačam, smo lahko šli v veliko investicijo in smo ji obljubili, da bomo ji pomagali, kakor bomo lahko. In ta pomoč je prišla še prej, ko smo vsi mislili, izgubila je delo. Tam so zaprli slaščičarno oziroma pekarno, kjer je delala. Jaz smo se odločili, da doregistriramo dopolnilno dejavnost in se tudi ona tako pri nas zaposlila, oziroma kmečko zavarovala in deluje zdaj potom te dopolnilne dejavnosti in peče piškote, pa tako je kar vpletena tudi ona v naše delo. Torej je sladko pri vas tudi. Eva, sta si dvojčka, torej Žan in sestra, sta si kaj podobna? Vizualno pač na prvi pogled ne bi rekel, da si dvojčka, deluje pa med njima kar v redu telepatija. No, sem bila že parkrat priča temu dogodku, da ona nekaj razmišlja, on nekaj razmišlja, ena druga pokliče sta z istim namenom, da si nekaj povesta. Tako da ja. Ja, zato sem vprašal ženo, Žan, ker je zunanji objektivni, veš, pogled. Zdaj, poročila sta se leta 2019, za današnje razmere sta bila zelo mlada, stara 24 in 23 let. Eva, kako si se vključila v novo družino? Ja, seveda na začetku ni enostavno, zato ker tudi živimo vsi v enem gospodinjstvu. Na začetku seveda mi je mogel Žan pomagati, da se vključim, me tolažiti, mi dati pogum, bil tudi doskrat moj glas, da sem se vključila v družino, v družinsko življenje. Sicer te kmečkega načina življenja sem že malo navajena, ker tudi pri nas, kjer izhajam, imamo majhno kmetijo. Zdaj, kar se tiče recimo vrednot, nedeljske maše, praznovanja praznikov, s tem nisem imela težav, ker sem pač tudi jaz enako vzgojena. Zdaj, vajina zgodba se je začela pa že mnogo let prej, ne šele leta 2019 s poroko, ne, ampak kolikor mi je znano, sta se spoznala že leta 2013. Zdaj, kje se je to zgodilo in kdaj je bila tista točka preobrata, iskrica? Ja, to se je zgodilo na srednji biotehniški šoli v Šempetru. Jaz sem bila takrat v 2. letniku srednje šole, Žan v 3. Sicer jaz do takrat nisem na njega dala nobene večje pozornosti, on pa ima malo drugačno zgodbo. No. Aha, Žan, mislim, da te je lepo izvala zdaj. Ja, je bilo kar, kako bi rekel, potrebno kar nekaj energije vložiti v to. Da je dvorjenje uspelo. Tako. Ja, očitno je bil uspešen, Eva, ne? Ja. Zdaj, omenila si, da tudi ti prihajaš iz okolja, kjer ste imeli kmetijo, kjer ste bili versko vzgojeni, pa morda še malo več o tem svojem ozadju, če nam lahko zaupaš. Ja, skupaj s starši in mlajšo sestro sem živela na kmetiji v Dolancih, to je Braniška dolina, to je majhna dolina med Štanjelom in pa Vipavsko dolino. Pri nas je bilo sicer tako, da sta tudi oba starša redno zaposlena, tudi sestro smo se šolali, kasneje sem se tudi jaz zaposlila in naša kmetijska dejavnost je potekala popoldne, oziroma še vedno tako poteka, se pravi po službi, no, v prostem času, bi lahko tako rekli. Starši imajo pa še vedno okrog 2,5 hektara trt, ker tako pridelujejo vino, in pa okrog 10 glav goveje živine. Je treba tudi tam še kaj preskočiti na pomoč? Ja, kolikor utegnemo, seveda gremo pomagati. Seveda. Kako pa se je življenje spremenilo, odkar sta starša? Ja, jaz preden smo postali starši, sem jaz imel nešteto drugih funkcij, pa tudi že, ko se je Anika rodila, še zmeraj sem pa podeželska mladina, pa občinski svetnik, pa ni da ni skoraj ni funkcije, ki je nisem poizkusil, ampak pol, ko prideš domov, vidiš, ne, ker dopoldne je spala, pol, kar je pojedla, pol jaz sem šel na kakšen sestanek, pa prideš domov, pa malo otroka niti ne vidiš, čeprav si doma na kmetiji, ne, in to smo videli, da to daleč ne bo peljalo. In pač moraš dati prioriteto družini, ker to je naša prihodnost, s politiko se bo pa že da drug ukvarjamo. Saj začasno, ne? Tako.
Morda, Eva, ja, tvoj pogled, kako se znajdeš v vlogi mlade mamice? Ja, pač na začetku je tako, noben te ne more tako pripraviti na to, kar se na koncu zgodi. Pač seveda malo trpi tvoj prosti čas, malo trpijo tvoje navade z otrokom, z dojenčkom se je treba ukvarjati, seveda prvi je, nimaš izkušenj, ti si prvič starš, prvič imaš dojenčka, tako da ja, na momente je bilo kar tako težko meni, kar turbulentno, ampak pol nekako pač ugotoviš, da moraš poslušati sebe, da moraš delati tako, kot ti čutiš, da vidiš, da je to prav in pol nekako gre. Morda kaj bi izpostavila, kaj je najtežji del vzgoje? Ja, meni se zdi najtežje del vzgoje otroke pripraviti na življenje, pripraviti na to, da pač materializem ni vse, da so tukaj na prvem mestu vrednote, to pomeni pač vera, družina, tudi poštenost, zaupanje drug do drugega. Ja, mislim, da je to zdaj v zdajšnjem času kar velik zalogaj. Morda opažate, da imate kakšno skupno značilnost, da vemo, da je Klara še toliko manjša, ampak vendar kažete nekatere podobne poteze? Žan, morda, kaj ti opažaš? Ja, mislim, kri ni voda, ne. Stvari se kar izražajo zmeraj bolj, ne, bolj kot odraščajo, bolj ko so velike, bolj se vidi ta, mislim, njihov karakter, ne, kako se izoblikuje. Tako da ja, malo bi pa še, tako kot je Eva že začela, rekel še, malo je izziv tudi vzgajati, ker ostali starši, ker recimo zdaj vidimo, ker Janika v vrtec, je pol treba ta factory reset kar doma redno opravljati, ne. Dajmo reči že mi smo izstopali kot verna družina v šoli, pa so dosti učiteljice rekle, ja, vaši otroci so pa drugačni, se pravi našim staršem, ne, so malo drugače vzgojeni. In se mi zdi, da zdaj bo to še večja razlika, kot je bila včasih, ne. Tako da ja, tu bo kar izziv se vzgajati v taki lokalni skupnosti, kot smo, ker ni take tradicije, ko bi bilo prav, da bi bila, ne. Glede na to, da sta hčerki še majhni, se najbrž ti, Eva, zdaj težje pridružiš Žanu pri pomoči v vinogradu ali v kleti. Ja, pridružiti se pomoči, kar se le da, seveda pač pri nas je način življenja tak, da se morajo tudi otroci malo navaditi, to pomeni, da pač pri nas ni tako klasično, ne vem, služba, vrtec, prideš domov in cel popoldne nekako preživiš z otroki do večera, pač pri nas tako ni, to pomeni, da naši otroci grejo z nami tudi v vinograd, tudi recimo v kletu, kakšne steklenice pripravljamo, pa kaj so z nami prisotne, zdaj Aniko že probamo vključiti, tako da nam nekaj pomaga, probamo jo privzgojiti to, da pač za svoje življenje se moraš truditi, da si ti večinoma odgovoren za kakovost svojega življenja. Zdaj Klara je pa še majhna, nekaj časa zdrži, pol pa dostikrat prosimo za pomoč, da nam nona pobarva otroke. Res tudi nam kar velik del odnese, no, da kljub svojemu delu si vedno vzame čas, da pride otroke pobarva. Zdaj pa čeprav nekako ne gre, se pa obrnem tudi na mojo mamo, tako da tudi ona včasih priteče in nam daje eno roko za nekaj časa, da se pač kakšne stvari, ki so res nujne, naredi. Ja, je res dobrodošlo to medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Žan, nekaj smo že rekli o tem, da je vaša domačija znana poleg vrhunskih vin tudi po domačem namiznem grozdju in pa odlični hrani, ki je značilna za Vipavsko dolino. Tako je, mi iz tistih 25 prašičev, ki jih redimo, prioriteta nam je posušiti ta pravi vipavski pršut, salamo delimo, pa vse ostalo, no, kar spada zraven prašičev. Tako da ja, poleg tega pa od leta 2007 imamo tudi izletniško kmetijo, ki te mesnine in to pač ponudimo doma na domači mizi našim gostom, ki nas obiščejo. Tako kot si omenil, zdaj sprejemate tudi skupine oziroma zaključne družbe. Zakaj ste se odločili še za to? Takrat to je bila še odločitev od mame in očeta. Kmetijstvo je tako, zdaj se mi zdi še bolj videti to razliko, vedno bolj smo odvisni od nekih zunanjih vplivov in neko varovalko oziroma nek vir zaslužka, ki ni odvisen od vremena, smo si mogli zamisliti takrat.
In pol sta se mama in tata odločila za izletniško kmetijo. Že prej smo delali in suhomesnate izdelke in vse, ampak malo smo povečali takrat in pol, da se to ponudi tek na zobišču. Večino so lokalci tle, ker imajo kakšna birma, pahile, krste, drugače pa kakšne avtobusi, ki imajo kakšne izlete. Tako da zaenkrat to so Slovenci oziroma naši gosti. Prav od letos ne pa tudi ponujate prenočišča še, to je pa tudi še ena dodatna spodbuda oziroma dodatna ponudba na vaši kmetiji. Tako, ja, odločili smo se, da gremo v eno investicijo izgradnje prenočišč. Ideja nam je bila, da ponudimo nekje malo nadstandard, da si sami definiramo gosta, ki pride k nam. Ker vemo, mi smo čisto blizu izvoza z avtoceste in je tle tranzit oziroma masa ljudi, ki se tle giblje okrog velika. In ravno zato si moraš definirati z gosta sam svojo ponudbo. Tako smo se odločili za malo višji cenovni razred sob in tudi smo zgradili en manjši spa s savno pa bazenom. Tako da res tistega gosta, ki pride k nam, malo razvajamo oziroma mu ponudimo, da zaužije to, kar mi praktično vsak dan. Ampak ne to, da smo mi dnevno v savni, ampak da vidijo malo, kako mi delamo in živimo, ne? Da res gost začuti to življenje na kmetiji. Ja, da zares okusi vse, od kulinarike do narave in vsega, kar sodi zraven. Ja, zdaj oba res vse skozi ta pogovor poudarjata pomen družine in kako pomembno je, da ste povezani. Vemo, da če smo in če ste povezani, je lepše praznovati praznike. Še zlasti božični prazniki nas spominjajo in spomnijo na pomen družine. Ali tudi vidva zdaj, ko sta starša dveh malih deklic, drugače gledata na praznike, na ta božični čas? Kaj bi rekla? Ja, meni se zdi, da precej drugače. Prva taka stvar je začetek decembra nas obišče Miklavž in smo pa malo zamenjali vloge, no. Kakor sva je bila včasih navajena. Ja, tako da ja, letos smo tudi z Aniko prvič, ko stara 3 leta, začeli s tem prebiranjem adventnega koledarja z misijonskega središča in prižiganjem svečk in malo pominjanjem na tem, kakšne so dnevne naloge v tem misijonskem koledarju, tako da tudi ona malo drugače pričakuje božič, zato ker pač vidi, da bi mogli biti že lučke, da bi mogle biti že smrečice. Letos se tudi prvič pojavila težava, da zakaj pa ostalim božiček nosi darila, nam pa ne. Tako da je bilo treba tudi tu razložiti, da mi imamo pod dreveščkom jaslice, zato ker pride med nas Bog iz nebes. Pol je takoj dobila rešitev, da bi bilo najboljše, da pač naredimo toliko večjo smrečico, da imamo prostor tudi za darila. Ampak ne, nekako smo se odločili, da ostajamo zvesti temu našemu tradicionalnemu načinu obdarovanja, se pravi nas obišče Sveti Miklavž na predvečer 6. decembra in tako bo tudi ostalo. Se pravi, pri vas je glavni Miklavž, ni ostalih božičkov in dedkov mrazov. Ne. Kdo pa je zadolžen za postavitev jaslic? Ponavadi jih jaz začnem to podkonstrukcijo, pa tam nekje skupaj z mahom še in pol pridejo dekleta malo na vrsto, da se okrasi drevo pa postavi pastirčke. Ker mi imamo malo žive jaslice, Ja. ker imamo otroke, se pravi, da ovčka ne sme biti več kot pol dneva na istem mestu. In pastirčka tudi ne, tako da tu se stalno smo v premikanju, reorganizaciji. Tako da imamo nekako žive jaslice. Živali in pastirji se premikajo, ne? Ali na sveti večer tudi pokropite in pokadite vaš dom? Imate navado, da greste k polnočnici? Ja, moja mama je dobila za 60 let kadilenca, njena kolegica je kupila, tako da zdaj zadnje leta pokadimo jaslice, pa jih blagoslovimo, pa prejemo v polnočnici tudi zmolimo pri jaslicah, tako da naredimo res prav, ko Bog ukaže. In ja, pol gremo v polnočnici, dekleta bil letos doma, tako šel sam. Tako da ja, čeprav imamo ob 10. uri pri nas, imamo 10 nočnico, ampak ja, ker nas Še zmerno pozno, ja. ima 2 župniji in pol
Tako da ja, tu vzdržujemo. Lepo. Ja, seveda, ampak najbrž preden se pa odpraviš ali pa odpravite k polnočnici, je pa neka skupna božična večerja, ne? Ja. In predvidevam, da skupaj z Nono in Nonotom rečete tudi v teh koncih? Moja mama je Nona, Aha. tata je pa stari tata, tam, kjer on prihaja, tam sta stari tata in stara mama. Tako da sta vsak svoj naziv nekako se je obdržala. Ja, ampak ne glede na nazive, ne, sedete najbrž skupaj za mizo, imate običaj, kako posebej, kakšno jed posebej pripravite, kako se skupaj kuhate s taščo? Drugače, ja, ob drugih dnevih tudi, če vtegnemo, drugače pač pa nas je zmerno tako, da tista, ki ima čas, gre in skuha kosilo za celo družino. Nimamo nekako razdeljeno, da bi recimo tašča kuhala za njo in za tasta, jaz pa pol za otroke, za nas, no, za Žana. Tako da pri nas se nam zdi najbolj racionalno tudi, da skuha en za vse, že vsak dan. Zdaj za božični večer smo pa ponavadi mi bolj vpleteni v jaseljcah, tako da tašča kuha, ker imajo tudi eno tradicionalno navado, kar jaz nisem bila navajena. V moji družini to je polenovka, to je riba, ki se jo skupaj s krompirjem speče v pečici in zraven solata iz zelene in fižola. Ali pa za sladico rajš kuhan v rdečem vinu, riž in pol namazan z marmelado, neko pecivo. Tu so jedi, ki jih je teta od mama prinesla, ki je delala v Italiji. Te polenovke s krompirjem, rečemo štokviš s krompirjem, ne, po domače, je prav doma po italijansko, ne. In pol ta, ja, vinski riž, to je tudi tradicionalno, dostikrat, mislim, je tudi to ena redkih vasi, ki to sploh dela. Zdaj ne vem, ali je to z begunstva prišlo takrat, se samo dizajn pripravi. Dizajn tudi samo takrat paše, zdaj, da bi čez leto to delal, ne vem, če bi bilo isto. To je tako kot kuhano jajce oziroma pirh za veliko noč, ne? Tako. Takrat najbolj paše. Ja. Pa ste takrat za mizo, si vas 6 ali pride še kdo iz razširjene družine? Ja, odvisno, kako je situacija, ampak večinoma pride teta, sestra od mame zmeraj, ali pa še njeni otroci, ali pa še moja sestra. Ni vsako leto enako, odvisno, ko so otroci veliki, kako je zdravje z otroci, tako da ja. Vse skozi se zaseda malo menja, ne? Tako. Če pogledata nazaj v vajino otroštvo, kako se spominjata praznovanja božiča? Imate iz tega obdobja kakšno zanimivo zgodbo, ki jo bi rada delila z našimi poslušalci? Pri meni, ki sem pač tule že od rojstva, se v bistvu nič nekaj spremenilo, se pravi, da je že od samega začetka podobno, tako da res zdržujemo to tradicijo, kar se jaz spomnim, ne. Kar vem pa že prej, so to delali. Zdaj kakšnih posebnosti ali pa kakšnih anekdot zdaj trenutno, ne vem, ni nič kaj takega, da bi bilo prav kaj posebnega. Mi smo tudi tradicionalno doma postavljali jaslice na božični večer. Vedno se nam je pa pridružil tudi bratranec in pa njegova mama, ki sta živela v Ljubljani. Tako da smo tudi malo razširili krog ljudi, ki smo skupaj praznovali. Je bilo pa tako, da smo mi prav včasih, pač toliko let nazaj, ko se je še smelo, sami šli na božični večer, recimo vsekati ponavadi smrečico, pa smo sami nabrali vse tisti dan, no. In po zvečer postavili jaslice in pa seveda je bila sledila neka taka slavnostna večerja in enako obisk polnočnice. Super, zdaj vi sodite v župnijo Vogrsko, in izvedela sva, da v bistvu je celotna družina precej vpeta v župnijsko delovanje na takšen ali drugačen način. Kako, Žan in Eva, kako vajini vidva in vajini domači, kako sodelujete v župniji? Ja, mama in oče pojeta na koru, sestra tudi, svak je organist. Jaz sem bil do 27 leta še ministrant, tako da še nedolgo nazaj. Zdaj vskočim samo za velike praznike, tako da vsaj eni stvari izgleda obred. Tako da ja, ko se pojavi kadilo, pa tako da malo vskočim zdraven, da ni župnik sam. Tako da ja, Eva pa
kar je, ne vem, krasitve in tako pospravljanja. Si že bralec? Ja, dobro, Še branje Božje Tako. besede. Pa gospodarski svet? gospodarski svet, pa tudi mama Pastoralni? pastoralni, pa tudi bere berilo. Ja, torej, ni da ni, ne? Ne, razen župnika, lahko vse naredimo. Ja, mislim, ta del, ne, glede na to, da se seveda tudi Slovenija srečuje s pomanjkanjem duhovnikov in tako naprej, da se tudi laiki vključujejo, je najbrž seveda zelo dobrodošlo. Ne? Tako. Ja, sploh pa, ker oba živita te vrednote. Ja. Približujemo se koncu našega pogovora. Kakšna je vajina skupna želja za naše poslušalce podcasta Mladost na kmetiji in česa si želite v novem letu? Ja, za naše poslušalce si želiva, da bi bila, mogoče malo visoke cilje, ampak da bi bila mogoče navdih za katerega od mladih, ki koleba, ali bi ostal na kmetiji, ali vse skupaj pustil in šel živeti v mesto, si dobil neko službo. Jaz mu pravim, da ne še enkrat pomisli in ne se odloči ostati na kmetiji. Zato, ker življenje na kmetiji je pač razgibano, je pestro, nisi odvisen samo od sebe, si odvisen tudi od zunanjih dejavnikov. Vendar je posebno poslanstvo, ker pravim, da ni služba, to je način življenja in je namenjeno le malo ljudem. Tako da jaz mislim, da je vredno živeti na kmetiji. Žan, bi kaj dodal ženinim besedam? Ja, ona je bil tako dolgoročen cilj oziroma dolgoročno željo izrekla. Jaz bi rekel pa tako, da zdaj kljub vsemu, kar je rekla, pa tik pred prazniki želim vsem dobro, vse dobro, kar pa dost medsebojne ljubezni, da bi res te praznike preživeli v nekem miru, ne v hrupu, tako kot marsikaj to promovira, in da so res te družinske vrednote, ki jih takrat še bolj poudarjamo, zelo pomembne za celo leto, ki je bolj pred nami. Ja, omenil si pomen ljubezni in to ljubezen res čutimo tule pri vas, a ne, Kaja? Tako je. Čisto za konec božičnega pogovora pa vama bova zastavila še nekaj kratkih vprašanj in tudi prosiva, da odgovorite, kar vama najprej pride na misel. Božič je za naju Eden od praznikov v letu, ki zelo poveže družino, čeprav smo že tako povezani, ampak sme narediti še to večjo razliko med nami. Žan, Eva, kar dodaj. Ja, za mene so ti največji krščanski prazniki res dnevi, ko smo pač res vsi skupaj in se res posvetimo samo en drugemu. Kljub temu pač, da imamo doma kmetijo, kar je treba nujno poskrbeti za živali, to poskrbimo, ostalo damo za tisti dan na stran, tako da smo res skupaj. Žan, kaj najbolj ceniš pri Evi? Podporo, ki mi daje za vsako stvar, ki jo nekako v kakšnem projektu začnem razvijati, je tle podpora skoraj neizogibna oziroma zelo hitro najdeva skupen cilj, pa da je zelo dobra mama, tako da je res včasih težko z besedo opisati, Ja, ne? ja. Kaj človek razmišlja, ampak Mislim, rajš pokažemo pol. Eva, s čim pa te Žan najbolj razveseli? Jaz sem tak, po karakteru sem tak nematerialističen tip človeka, se pravi za mene, jaz sem že zelo zadovoljna, recimo, da si v dnevu ukradeva 5-10 minut, ki jih nameniva samo drugemu, kakšen objemček in tako naprej, in to je za mene že tista energija za naprej. Proste trenutke najraje izkoristiva za? Za kakšen izlet, Ja, z družino. družino. No, in ravno to je zadnje vprašanje, kaj vama pomeni družina? No, to je ena celica oziroma to je spet z besedami težko povedati, ker mi to živimo. Kako bi rekel, dosti ljudi nam reče, ja, ste šli razmeroma hitro v to, ne, pa mislim, da ne bi spremenili nič.
vse v pravem času in ti družina da tako energijo za naprej, čeprav si misliš, da je skoraj da ni izhoda in pol, ko pride družina na kup, je to nova eksplozija energije. Zame je družina meni pomeni varnost, pomeni, da je pač neko zatočišče, da imaš vedno nekoga, ki je tam zate, ki ti je vedno na razpolago. In pa seveda ljubezen, ogromno ljubezni, še posebej zdaj, ko imamo otroke, je to pač vse drugače. Tebe otroške rokice, ki te stisnejo, ki te pridejo, tebe oči, to pač se izplača vse za naprej in za nazaj. Hvala Eva in Žan za vajin čas, da sta bila gosta božično obarvanega podcasta. Želiva vama, da bi s svojo družino pisala zgodbo, ki vama bo v veselje in ponos. Hvala. Hvala vam. To je bila zadnja epizoda podcasta v letu 2024. Veseli bomo, če nas boste spremljali po naših poteh slovenskega podeželja tudi v prihodnjem letu. Z Bogom!